Februar je posvečen varni in odgovorni uporabi interneta, zato so v svetu in tudi pri nas potekale aktivnosti, s katerimi so opozorili na spletne nevarnosti, ki se jih mladi in starejši niti ne zavedamo. Na novomeški gimnaziji so pripravili eno dejanko z naslovom huda.bejba@hotpage.com, ki so jo izvedli v kulturnem centru Janeza Trdine. Jaz igram vlogo starejše matere, ki je v bistvu samohranilka. Ona se tudi s prijateljico se prijavita na socialna omrežja, s katerimi poskušata najti moške, si jih ogledujeta kot neki dve mladostnici. Jaz sem hčerka Sonje in sem zelo nedolžna, pa ne vem, nisem tako peljana v ta mladostniški način življenja, se rada učim, sem pridna, ne hodim po zabavah, sem takšna malo bolj nagajiva, ampak se ne spuščam v take umazane zadeve, kot so na primer moje prijateljice, da iščejo po spletu in pišejo polska obvestila in besedila. In sem zelo krhka in me vsako kakšno takšno dejanje me zelo prizadene in si zelo vzamem k srcu. Predstava je prispevek gimnazijcev k ozaveščanju mladih in starejših uporabnikov socialnih omrežij. Zavedati bi se morali, da se še tako nedolžna šala lahko sprevrže v hudo moro, posledice pa so lahko tudi usodne. Ona sicer nima izkušenj s tem, v to jo je vpeljala njena prijateljica, jo je mogoče malo strah, malo je sramežljiva. Kasneje se pa sprosti in ji je tudi to všeč. Jaz sem v bistvu zelo poučena, ampak me družba pripelje do tega, da se tudi sama lotim teh socialnih omrežij in pišem drugim neznanim osebam. Veliko bolj zahtevna naloga je prepričati ostale, da so bolj pazljivi pri uporabi interneta. V bistvu je zelo težko. Moraš biti dosti močan v sebi, da si rečeš, da ne boš tega zlorabil v bistvu. Saj v bistvu že vsak mladostnik uporablja Facebook, druge socialne omrežja, ampak nekateri se zavedajo tudi varnosti. Jaz se tudi zavedam varnosti, ne bom pisala nekomu, ki ga v živo še nisem poznala in ga sploh ne poznam. Ampak mislim, da je dosti še zmeraj te nevarne uporabe interneta in se veliko tega dogaja okoli. Tudi naši sogovornici, kot docela vsa mlajša generacija, sta seveda vešči v uporabi interneta in socialnih omrežij. Ja, seveda, jaz vse te stvari uporabljam in so to čist v redu zadeve. Se tudi zavedam, da so te stvari zelo nevarne, da ne smem preveč zaupati internetu. Sama se počutim še najbolj, da ne izzivam svoje usode, ker nikoli ne veš, kdo je lahko za tistim profilom, ki se predstavlja in se še najbolj varno počutim tako. Vedno več starejših pa se tudi želi internetno izobraziti. Precej težje jih spoznavajo, kakor recimo njihovi otroci, težje se učijo, ne razumejo jih mogoče tudi besed in jezika, ki ga uporabljajo mlajši. Ne vejo tudi, zakaj bi ga uporabljali, ker mlajši ga uporabljajo bolj za spoznavanje pa te zadeve, starejši pa temu manj zaupajo. Čisto odvisno, nekateri internet uporabljajo tudi v službi, ko jim je dolg čas, pa ne vejo, kaj bi delali, se grejo prijaviti na Facebook, grejo malo počekirati, kako je kaj, ne. Drugače pa nekateri pa še zmeraj raje prakticirajo tako oči na oči, da se pogovarjajo z nekom, ne prakticirajo nobenih teh interneta ali pa kakšnih drugih dejavnikov. Predstava je delo gimnazijske gledališke skupine Goga, ki vsako leto izvede najmanj eno predstavo. V bistvu me je profesorica sama zvabila. Mi je rekla, če bi pristopila, ker delujem najbolj taka nedolžna punčka, ravno prav za to vlogo. Tako da me je kar dosti časa prepričevala in sem rekla, da bom. Tako da nisem imela izbire. Drugače pa ja, to je bila moja prva predstava.